Slovenija bistriški šport je bogatejši za en velik zgodovinski imenik, kajti nogomet se v Slovenski Bistrici igra že 65 let. Mi pa poglejmo, kako je bilo na Svečani akademiji v bistriški športni dvorani. Nogometni klub iz Slovenske Bistrice je s prireditvijo Svečane nogometne akademije v športni dvorani počastil zavidljivih 65 let delovanja. Prav lepo izpeljana prireditev, na kateri je bilo veliko uglednih gostov, je svoj vrhunec doživela prav ob koncu tega dogodka. Kajte na veličastni podij je stopila večina aktivnih akterjev bistriškega nogometnega kluba. Otroci, ki žogo brcajo v vrtcu, v osnovni šoli, tekmovalnih selekcijah ter do članske vrste, ki v zadnjem obdobju med drugoligaško konkurenco kroji tekmovalni vrh. Za uspešen tekmovalni mozaik pa skrbijo tudi športni delavci v klubu. V prvih vrstah pa je upravni odbor, na čelu katerega je predsednik Roman Stegne. Bi pa zdaj še izrabil to priložnost, da bi se zahvalil vsem tvorcem, ki ste v zadnjem obdobju sodelovali v uspešni zgodbi nogometnega kluba, pa če začnem kar pri vodstvu in vsemi strokovnimi delavci, ki jih je en kup v klubu, z lokalnim okoljem, z občino, športno zvezdo, zavodom za šport, Nogometna zveza Slovenije in ostale zveze okoli. Posebna zahvala seveda našim otrokom, igralcem, predvsem pa staršem. Starši tvorijo eden pomemben steber delovanja našega kluba, ker vlagajo ogromno časa, ogromno energije in tudi denarja za funkcioniranje celega pogona. Seveda ne smem pozabiti naše zveste sponzorje, obstoječe in bodoče, ker brez njih verjetno tudi te zgodbe ne bi bilo, zagotavljajo naš proračun, ki je sicer skromen, ampak moto tudi tega delovanja je tak, toliko ko uspemo zbrati, toliko lahko razdelimo, obljubimo toliko, ko lahko damo, in to je tudi vrednota kluba, za katero klub tudi živi in deluje. V vsej svoji zgodovini se lahko Bistričani pohvalijo tudi z igralci, ki so oblekli dres z državnim grbom. Svojo tekmovalno pot sta v domači nogometni šoli začela Lanej Bakščič, reprezentant selekcije U17, in Lukas Tomažič, ki je član selekcije U18. Prvi koraki so se začeli približno pri dobrih 6 letih. Že od malih nog sem zelo rad igral nogomet in z trudom in trdim delom sem prišel do kjer sem. Prestop v Maribor mi je dal neko novo motivacijo, da bi prišel do novega članskega nivoja in pokazal Sloveniji, kdo sem. Bi se rad zahvalil klubu NK Bistrice, ker sem začel svojo nogometno pot pri 6 letih. Te časov v NK Bistrici se zelo rad spominjam, saj so bili lepi časi in smo doživeli enih par lepih uspehov. Številko 1 na dresu državne selekcije U15 in U21 pa je nosil tudi Domen Gril, ki trenutno igra v drugi portugalski ligi, kjer je bil v sezoni 2022-23 proglašen za najboljšega vratarja druge lige. Ja, liga je definitivno zelo močna. Ko sem prestopil v akademiko, sem na začetku imel nekaj težav z privajanjem na nivo lige, na to pa od tej na zadnji sezoni, kjer sem osvojil tudi nagrado za najboljšega golmana, nekako dorastel izzivu in suvereno odbranil celotno sezono. Svojo nogometno pot pa je v domači Bistrici začela tudi članska ženska reprezentantka Kaja Korošec, ki je po igranju v prvi ligi za Beltince sedaj igra v Franciji pri sloviti ekipi Pariza. Ja, mislim, da po vseh dosežkih v teh par mesecih, kar sem tukaj, je res odlično in osvajamo vse, kar se je dalo, in to so res, počasi se uresničuje vse sanje s tem prestopom in upam, da se samo nadaljuje. Nogometni klub pa je na Svečani akademiji podelil tudi zahvale in priznanja posameznikom, podjetjem in klubom. Najbolj svečana pa je bila podelitev plaket, ki so jih prejeli. Nogometna zveza Slovenije, občina Slovenska Bistrica, Mojstrovina d.o.o.,
Impol 2000 DOO in Aluminium Keti Emi Bistrica. Da na mladih svet stoji, pa so potrdili člani pevskega zbora osnovne šole Pohorskega odreda, ter tako nogometni klub Bistrico pospremili novim izzivom naproti.